Ja, smo že v drugem delu oddaje. Zdaj, če ste dobri gledali, ste verjetno tudi prepoznali gosto, ki sedi na naši črni sedežni. Maja je z nami, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, bravo. Po dolgem času, ne? Ja, res je, prav sem razmišljala, kdaj sem bila na zadnji pri vas. A se spomniš? Ne vem, je bilo to leto pa pol nazaj ali še več, že kar nekaj časa, no, meni je bilo. No, takrat pa do danes si kar nekaj naredila, nekaj se je dogajalo, ne? Bila to strnala v teh parih stavkih, kaj vse se je zgodilo. Ja, bom kar pokazala, tole, kako se vidi. Nekaj že imaš v roki, ja? Ja, tole je naš album Pieces. Sestavljanka po domače, ne? Ja, pa res, to pa si prvi, ko si to rekel, tako kot sestavljanka. V bistvu delčki, bom rekla z bandom Moonshine, ki prihajajo v Srbije, smo zbrali vso energijo, ideje, naše občutja in smo strnali v album z 12 pesmimi. Se mi zdi, končno je prišel čas, da sem izdala nekaj osebnega, da sploh imam svoj prvi album in sem zelo vesela in ponosna. 8 pesmi je v slovenščini, 4 so v angleščini in jutri tudi izide iz plošče en radijski singel, tako da sem ful vesela in presrečna, da je končno, rečem, to je prvi dojenček, da ga imamo. Na katero pesem si pa najbolj ponosna na tem albumu? Dobro vprašanje, to je kar težko se odločiti, katera, ker vsaka izvira iz mene, se pravi iz mojih osebnih čustev, razmišljanja. Ne bom težko bi kjero izpostavljeno. Mogoče Življenje igra brez pravil, Ranjena ptica, Manifest resnice, tako da jih je kar precej, ki so nekako favoriti in ki veliko pomenijo. Verjetno, ampak skladb je še več, ali si te dejansko, katere si v bistvu naredila, si dala vse potem na album, ali si katero izločila? Zdaj, Vzemi vse ti dam, katero smo pravkar videli video spot, te ni na albumu, je bila izdana kot single, vse ostale smo pa strnali na album, se pravi Smejem se je bil lani izdan, You Are My Life, vse je tudi na tem albumu. Ker se znajo glasbeniki v precepu, ko imajo več skladb, pa moraš potem jih zbrati 10, Ja, pa izločati, ne? Je tako, da moraš potem neko selekcijo narediti, tako da mi smo se nekako, smo rekli, dajmo številka 11 plus eno bonus. Spravi, You Are My Life je bonus, ker je že tudi kar starejša pesem, pa mi je bilo škoda, da jo ne bi. Verjetno pa ste jo malo drugače. Ja, smo jo obdelali, 2015 je bila izdana kot potem 2017 videospot in mi je bilo škoda, da bi po domače rečeno štrlela stran, da je ne bi bilo na albumu, zato smo jo tudi dali na album. Že pa pripravljamo nove pesmi, ker v prihajajočem letu bi tudi si želeli novi album zopet izdati, tako da smo kar pridni, no, moram reči, da kar delamo. Zdaj, glede albuma, recimo, ko pogledaš, se ti zdi tako, da se v bistvu pesmi nekako sestavljajo skupaj. Je to naključje ali je to? V bistvu naslov sami Pieces je nekako, jaz pravim, vsi koščki so prišli na svoje, vse se je poklopilo in prava energija, pravi band, pravi člani skupine, ob pravem času in zato smo tudi dali ime Pieces. Vsi koščki so se poklopili, da smo lahko izdali ta album. Si album, ki je tudi imela kakšno promocijo? Ja, v mesecu marcu, 7. marca smo imeli v kavarni Sputnik v Ljubljani promocijo. Imamo tudi gosta na albumu, Zlatka. Zlatko je tudi bil naš gost na sami promociji. Zaigrali smo okrog 9 pesmi in mislim, da so bile kar fajn sprejete se strani publike in zelo uspešna predstavitev albuma je bila. Se obeta še kakšna pesem z Zlatko tam skupaj? Zdaj v bistvu tole z Zlatkom je druga pesem, kjer sva skupaj sodelovala. Lansko leto v januarju je on mene povabil v njegovo sodelovanje za pesem Ponos, za takratnjo reprezentanco oziroma za olimpijske igre. Tokrat pa sem razmišljala, mogoče bi pa jaz njega povabila v sodelovanje in sva tudi potem posnela pesem Trenutek, ki ga izkušaš in za to pesmijo tudi je v planu video spot. S to pesmijo pa nagovarjamo mlade oziroma vse nas, da smo preveč na mobilnih telefonih, na računalnikih in da je treba iti v naravo, se podružiti z prijatelji in nekako uživati življenje izven virtualnega sveta. Pa mi že, če bo to uspelo? Ja, bomo videli.
Želja nekako je, no, ampak bomo videli, kaj se bo z tega zgodilo. Kako dolgo si že z zasedbo Moonshine? Zdaj, Moonshine smo od leta 2015, ja. Jaz sem takrat bila na ladji, ko sem se vrnila z ladje, smo se potem spoznala z Kostom Madžarevičem, z basistom in sva nekako ugotovila, da imava skupne želje in zasnovala potem band, ki sva ga poimenovala Moonshine, zato je tudi projekt Maja Založnik and Moonshine in uspešno sodelujemo zdaj že skoraj četrto, peto leto. V peto bomo kmalu prišli, tako da nam je uspelo kljub razdalji, ker kdo je rekel... Ja, se razdalja, ja. Kako to usklajujete v bistvu? Ja, v bistvu jaz pravim, da... Mal ti dol, mal oni dol. Ja, jaz grem dol za par dni, pol oni pridejo gor, odvisno od nastopov, dol večinoma snemamo, vadimo in bi si želela, da so bližje, zato ker se full fajn se razumemo, ampak teh 550 km ni nič proti današnjem času in v tej tehnologiji je vse mogoče. Tako da jaz pravim, vse je mogoče, ni ovir in zato tudi sodelujemo, ker, kot sem omenila, pravi ljudje smo prišli skupaj in prava energija, da smo lahko naredili ta album in da ustvarjamo naprej in nastopamo. In se imamo res fajn, to je v bistvu moja glasbena družina, to je še ena družina, poleg moje doma. Kako si pa prišla do njih, glede na razdaljo in... Ja, v bistvu leta 2015 sem prepevala na ladji, križarki, z dvema kitaristoma, ki sta prihajata iz Srbije in eden izmed njiju mi je predstavil Kosto. Češ bi še šli ponovno na drugo križarko in tako sva se s Kosto tudi slišala in bila na kontaktu prek Messengerja kak mesec in ko sem se vrnila z ladje, sem rekla, ok, pridem jaz k tebi v Srbijo, da se spoznamo, da naredimo promo video za potencialno bodočo ladjo in tako je potem se celotna ta energija zgodila. Da smo rekel, pa dajmo tukaj na celini nekaj narediti avtorskega in ustvarjamo. Tako da, to je to. Oni so tudi samostojno še delujo ali ste bili samo skupni navezi? V bistvu oni še tudi tu pa tam še s kako zasedbo igrajo, ampak v večini smo nekako mi ta celota, ki igramo skupaj. Tu v Sloveniji, v Srbiji sicer smo imeli en nastop, ne ciljamo bolj srbski trg, ampak bolj Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, bolj nekako tukaj, že zaradi jezika, sicer jaz govorim srbo-hrvaško, ampak smo nekako rekli, dajmo tukaj probati. Tudi jaz sem vedno imela občutek, da ne zvenim dobro v slovenščini in mi je bila nekako primarna angleščina, ampak v tem albumu sem pač dokazala, da lepo zvenim v slovenščini in da lahko pojem v slovenščini, ker je bila slovenščina moj materin jezik in če želim v Sloveniji ustvarjati, moram peti v slovenščini. Res je, ja? Ja. Sedaj si bomo naredila malo predaha, čas je za našo redno rubriko The Quiz in Maja se nam bo pridružila in iskali bomo skrite odgovore. Ja, tako, gremo na The Quiz. Sponzor kviza je Nutrition. Maja, tako kot Žiga, tudi tebe postavljam 5 kratkih in enostavnih vprašanj z področja glasbe, športa in geografije. V redu. Ok, začnimo z enim takim zaogrevanjem in sicer olimpijske igre tudi za tebe. Prvo vprašanje, koliko poletnih olimpijskih iger je bilo že v zgodovini? Kaj bi rekla? Taka ena zanimiva številka. Jih je bilo pa že kar dosti, ne? Kar precej, ja. Dobro vprašanje. To se vsako leto pove, ne? Ko so, ne? To so pa tete olimpijske igre. To so informacije, ki jih dobimo, da tu noter in tu ven grejo hiter. Ne vem, kaj bi rekla. Poletne so bile skozi, ne? Od samega začetka. Zimske so bile pa šele kasneje, ja. Ne vem, 46. 46 je pa res malo preveč, ne? 29, 30 ali 31? Aha, 29. Zadnji odgovor? Ja. Drži, točno 29 olimpijskih iger je bilo, ja. Da si bom sigurno zapomnila. In si 2 točki že prislužila v samem začetku. Ok, mogoče tole malo bolj zanimivo. Triki vprašanje, katero je 5. mesto po prebivalcih v Sloveniji?
Prva 3 vema, ne? Ljubljana, Maribor, Celje. Ja. 5. Novo mesto. Zadnji odgovor. Nekak Kranj, Novo mesto. Nisem prepričana. Možni odgovori so Ptuj, Velenje ali Koper. Ptuj. Ptuj? Jaz mislim, da je Ptuj, ja. Ne? Ja, ni Ptuj. Ni Ptuj, te pa je Koper. Koper je, ja. Blizu si bila, Aha, ne? blizu, okej. Ja, vse so take male razlike Ja, med njimi, ne? Zato sem dal 5, ker ve se, da je 4. Kranj, ne? Potem pa noben več ne ve, kjer je 5, ne? Ok, Združene države Amerike, veš, da imajo veliko teh zvezdnih držav, koliko jih je pa vseh skupaj? Ne vem, ali jih je 52 ali 49. Nekaj takega. Kjer so možni odgovori. Ja, nekaj moraš prej reči. Te pa rečemo 52. 52 je preveč, 49, 50 ali 51. Aha. 51. Minus 1. 50. Točno 50 je zanimivo, Okej, ne? Jih je pa kar veliko, ne? Ja, precej. Ne vem, zakaj sem imela v Si je mislih. težko zapomniti vsa glavna mesta, ne? Ok, zdaj pa glasba, ne? Prej Žiga ima Plavi orkester, te bom dal Belo dugme. In sicer, a bi mogoče vedela, koliko album je pa Belo dugme v svoji karieri uradnih izdal? Imela sem eno obdobje, ki sem poslušala Belo dugme. Navdušila me je mami Melinda. Še zdaj se posluša, Še zdaj, ja. Sva bile na koncertu od Bebeka, ki je tudi bil član nekdaj, nekoč, koliko albumov? To bom tudi sigurno narobe povedala. Ne vem. Ni bilo grozno veliko, ne? Jaz sem skoraj eno veliko številko rekla, ne vem, 10? Zadnji odgovor? Ja. Drži. Res? Točno 10 albumov, ne, so izdali, ja. Že imaš že 7 točk, ne, zdaj pa odločilno vprašanje, ne, če to odgovoriš, boš visoko na naši lestvici, ne. Sicer je pa iz glasbenega področja, tako da mogoče boš vedela. Klavir se skozi vsa leta razvijajo počasi iz nekih stopenj, ne. Katera stopnja je današnji klavir? Nekaj jih je že bilo. Drugače je tudi imenoval, ne, zdaj se pa prav klavir reče, ne. Njegovi predhodniki, ne. Katera stopnja razvoja je današnji klavir? Ne bi vedela. To pa res ne bi vedela. Ugibaš Se pravi, katera stopnja? razvoja, ja? Od 1 do 10, recimo, rečemo, ne. 7? 7? Ja. Zadnji odgovor? Ja. Ne bo. Blizu, ne. 4, 5 ali 6? 5. Plus 1. 6. Škoda, ne? Ker si bila Škoda, kar ja. blizu, ne? Ja. Zelo blizu. Ampak nič ne dej, dobro si se odrezala. Hvala. Sedaj pa, pred nadaljujem z našim pogovorom, še naši sponzorji, potem gremo takoj nazaj v naš studio. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Včasih, ko je vse skozi potrebno, da si v trendu z lokacijo in svojimi prostori, smo naš frizerski salon posodobili in ga postavili na novo lokacijo. Najdete nas lahko v prostorih hotela Celeja, kjer vas bomo postrigli ali pobarvali po najnovejših modnih trendih. Prepričani smo, da boste od nas odšli z nasmehom. Prisrčno vabljeni v naš sodobni frizeraj na Fuš.
Ja, tako, Maja še vedno z nami, še vedno čas, da nas pokličete, linija je odprta, tudi SMS je še na voljo, album imamo za podariti, pa nagrade naših sponzorjev, da nas poklicati še slabih par minut imate časa, dokler z Majo uradno ne zaključimo, potem je prepozno. Prej sem te pozabil vprašati, imela si tudi nastop na nagrado, nekaj posebnega je bilo, kako je zadeva? Ja, zdaj v petek smo imeli z Moonshine koncert na Ljubljanskem gradu. Prvič? Drugič. Aha, drugič. V bistvu naš prvi koncert za Moonshine je bil na Ljubljanskem gradu. 4 leta nazaj. Ja, in potem zdaj so gor naredili, takrat je bilo v Lapidarjih v enem predelu, zdaj so pa poleg naredili jazz klub in so nas povabili in smo imeli koncert zelo uspešen, kar fajn obiskan, čudovito vzdušje, res fajna energija je bila in sem res vesela, da smo bili ponovno na Ljubljanskem gradu. Pa tudi verjetno akustično, ne? Ne, smo imeli kar za celotno ekipo, cel band, bobni, kitara, klavir, bas kitara, vokal, tako da je bilo kar, mislim, da glasno in energično. Tako da so gostje kar fajn sprejeli tudi avtorske pesmi in to, kar nam seveda vsakemu glasbeniku ogromno pomeni, da so sprejete tvoje pesmi in res zelo, zelo uspešen koncert. Je pa verjetno nekaj posebnega oder ali pa nastop na gradu, ne? Tudi to, ja. Že v bistvu grad, Ljubljanski grad, center Ljubljane, center Slovenije je res en privilegij in čar nastopati v take čudovitem ambientu. Zdaj, za konc, na njega moramo tudi pogledali en tvoj spot, malo starejšega datuma, ne? Ja. Smejem se. Ja. Tak en lahkotni spot. Ja, v bistvu Smejem se smo mi naredili in smo se lansko leto prijavili s to pesmijo na popevko, na slovensko popevko. Jaz pravim, ni šlo skozi, nismo bili sprejeti, ampak vsekakor, tudi če prijavljaš se na festivale in tvoja pesem ni sprejeta, nič ni narobe s tem, ker delamo za sebe, za svoje fane, za svoje oboževalce in se ti pol kopičijo pesmi za naslednji album. In tako smo se potem odločili, da smo ga meseca maja izdali in v septembru potem posneli videospot. V bistvu, ja, septembra izdali videospot, tako lahkoten, tudi se dogaja po ljubljanskih ulicah. Rožice, sporočilce. Ja, ker je v bistvu taki pozitiven. Jaz tudi vedno pravim, da se veliko smejte, bodite srečni, uživajte v življenju. Smeh je pol zdravja. Ja, tako. Zdaj, preden čas nas že nažalost preganja, pa vseeno moramo še vsaj besedico reči o skladbi, ki jutri izide. To je spet ena angleška. Ja, jutri izide Never Will Give Up iz albuma Pieces. V bistvu govori o tem, da ne smeš nikoli obupati, da se moraš truditi, tudi če padeš, da se ostaneš, vedno znova ostaneš in greš naprej, da se slediš svojemu srcu in si zvest samemu sebi. To bi tudi želela vsem gledalcem in gledalkam sporočiti, da je zelo pomembno, da vztrajamo, da delamo to, kar nam tukaj veliko pomeni, da smo srečni, da se veliko smejemo in enostavno uživamo v življenju. Nekako si povzela ta spot, sedaj se bom tudi malo nasmejala in bomo pogledali ta spot. Jaz pa se ti zahvaljujem, da si nas obiskala in da se kmalu spet vidimo. Ja, hvala za povabilo, pa se vidimo kmalu. Hvala. Poglejmo si ta spot. Smejem se.